Pozdravljeni! Med številnimi dogajanji, ki jih v tednu vseživljenjskega učenja organizira Ljudska univerza Ormož, je pred kratkim bilo tudi odprtje razstave z naslovom Naj živijo čebele in čebelji svet ter likovne ustvarjalnice, družinski portret. Razstavi sta na ogled v avli občinske zgradbe v Ormožu. Gre za pestro razstavo, ob kateri se bodo gotovo ustavljali številni, ki cenijo ustvarjalne sposobnosti posameznikov in vseh, ki se srečujejo v prostorih Ljudske univerze Ormož in sledijo ponujenim aktivnostim oziroma projektom Ljudske univerze in njenih enot. Na razstavi se v bistvu predstavljata dva projekta, ki se izvajata na Ljudski univerzi Ormož. En projekt je Center za družine Ormož, ki je financiran strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občine Ormož. Kajti pod okriljem tega projekta poteka ena podporna skupina, ki je poimenovana Likovna ustvarjalnica, družinski portret, in v okviru tega so pod mentorstvom Vitomirja Kavčiča izdelovali razne portrete. Se pravi, to je potem del razstave. Na drugem delu razstave pa se predstavlja en drugi naš projekt, to pa je mednarodni projekt Erasmus, ki smo ga poimenovali Be Green in je povezan z temo čebel. V okviru tega projekta pa smo pripravili dva likovna natečaja in v okviru tega smo potem zbirali razne likovne izdelke, ki so nekako povezani z svetom čebel. Tako da to pa potem lahko vidimo v teh različnih izdelkih, ki so od razglednic do rož iz krep papirja, do knjig, takih umetniških knjig, skodelico iz gline imamo, tako da marsikaj je za videti. Glede na izdelke, ki so tukaj postavljeni na ogled, lahko rečemo, da se kar ljudje radi udeležijo, radi sodelujejo, ne? So to ljudje iz tretjega življenjskega obdobja ali tudi mlajši? Kako je s tem medgeneracijskim sodelovanjem? V bistvu so to različne skupine, tako da so tudi mladi, so starejši, ampak vsaka skupina je delala za sebe. Tako da se predstavljajo, predvsem pri teh čebelicah, se predstavljajo skupine, kot je ravno ta likovna ustvarjalnica, ki ima svoj del razstave, je ustvarjala tudi za ta projekt o čebelah oziroma o čebelicah, kot jih tako ljubkovalno imenujemo. Potem je tudi recimo ustvarjalke so Univerza za tretje življenjsko obdobje, se pravi starejša generacija, potem študijski krožek je mešana generacija, Pumo, to pa gre za mlajše odrasle, to so pa celo iz Radovljice, so se odzvali našemu vabilu in so sodelovali z par razglednicami, tako da marsikaj je nastalo, pa različne generacije, vsak svoj vidik, tako da simpatična razstava. Aktivnosti na Ljudski univerzi ne zmanjka. Težko bi jih pravzaprav prešteli, ne vse tiste, ki v teku leta potekajo. Res je, včasih smo sami presenečeni na koncu, ko delamo inventuro, kot se temu reče, ko delamo poročilo o letnem načrtu. Ogromno vsega se dogaja, tudi tekom leta se nove aktivnosti pridružijo, na katere ob začetku, ob načrtovanju sploh nismo mislili, da jih bomo dobili, da se bomo z njimi ukvarjali. No, včasih smo na takšnih in podobnih dogodkih srečevali več ali manj iste obraze, sedaj vidimo jih veliko novih je zraven, ne? Torej so vaše delavnice kar pritegnile ljudi. To me še posebej veseli, ker se mi zdi, da so Ljudsko univerzo odkrili novi ljudje. Torej, veseli smo seveda vseh, ki so z nami že dolga leta, ki so res pravi prijatelji Ljudske univerze, da ostajajo z nami, ampak veseli nas tudi, da pridobivamo nove obraze, da najdejo v naši ponudbi nekaj, kar jih zanima, kar je za njih zanimivo in da se nam pridružijo. Kajti to vedno oplemeniti naše delo, da jim novo vsebino. No in kaj od te vaše ponudbe, kar se tiče takšnih in podobnih ustvarjalnih delavnic ponujate, kaj bi izpostavili? Pravkar recimo končujemo z študijskim krožkom izdelave iz gline, ki je bil zelo, zelo uspešen. Tudi zelo veliko je bilo prijavljenih, tako da žal nismo mogli sprejeti vseh.
Potem imamo neke naše stalne krožke, ki so nam zelo ljubi, kajti ukvarjajo se z varovanjem z naše kulturne dediščine, recimo izdelava rož iz krepapirja. To je že davno preraslo, samo rože, nastajajo najrazličnejši izdelki. Tudi tukaj v vitrinah je videti, da se iz krepapirja da dejansko izdelati najrazličnejše stvari. Potem pa so seveda tudi ponudba jezikov različnih, zelo popularna je postala italijanščina, kmalu bomo ponudili tudi francoščino, tudi naši mednarodni prostovoljci izvajajo različne aktivnosti, tako da ne zmanjka ponudbe. Verjetno je treba poudariti, da pa so vse te aktivnosti, te delavnice brezplačne, ne so? Tako, večina naših aktivnosti je brezplačnih, pravzaprav ne vem, kdaj smo zadnjič tudi kaj zaračunali. To je predvsem zato, ker se prijavljamo na najrazličnejše razpise in pridobimo potem projektna sredstva, s katerimi lahko omogočamo, da so naše aktivnosti za udeležence brezplačne. Odprtje razstav je bil prijeten družaben dogodek, kjer so zbranim predstavili projekta, ki sta, kot je na število razstavljenih izdelkov bilo videti, bila zelo uspešna. Jaz sodelujem v likovni delavnici, ustvarjamo vsake 14 dni, 1 uro pa pol, tako da pod mentorom Vitomira Kavčiča. In to rad hodim slikati pa ustvarjati. No, kaj vam pomeni recimo udejstvovanje v tej skupini? Je to druženje ali je to ustvarjanje? Ja, druženje in ustvarjanje, tako da z veseljem hodim. Kaj od vaših izdelkov je danes tukaj na ogled? Na ogled so čebele smo risali, potem portret, potem ene slike smo na hitro naslikali pod mentor. Mentor je 2 minuti časa, pa si mogel naslikati, tako da je zanimivo. V kateri delavnici ste vi sodelovali? Radi prihajate na ta druženja ustvarjalna? Rada prihajam, smo v delavnici z krepapira. To najbrž potem pride v upoštev te vaše čudovite rože, ki jih izdelujete. Rože pa vse ostalo drugo, kaj pride. Zdaj pa smo bili pač v čebelicah. No in kaj vam recimo pomeni sodelovanje v takšnih skupinah? Rada to delam, pa druženje z našimi ženskami uživamo. Druženje je najbrž najbolj pomembno. Tako. Danes na razstavi torej pa imate kaj? Danes pa imamo razstave celi čebernjak z čebelarom in čebelicami, pa še naše rožce mora biti zraven. Odprtja razstave se je udeležil tudi župan Danijel Vrbnjak, ki je nad številom projektov oziroma nad delom in ponudbo Ormoške ljudske univerze navdušen. Ja, tako sem že prej v nagovoru povedal, jaz moram reči, da res veliko projektov, veliko idej, predlogov uresničujejo projekte, ki nam zavidajo dosti večje občine. Tako sem povedal, župani, poslanci me večkrat kličajo, na kakšen način vam to v Ormožu uspeva. Tudi sprašujejo za razne nasvete, tako da res bi rekel, to je vzgled marsikateremu, na kakšen način se da. Na kakšen način se tudi da do sofinancerskih sredstev priti. Zavedati se moramo, da veliko zaposlitev preko projektov financira Ljudska univerza sama.
koliko je to projektov, koliko je to ustvarjalcev, vključenih ljudi. To se pravi, vsa njihova ustvarjalnost, vse njihove ideje, predloge, takšne in drugačne delo na projektih, konec koncev do tega privede, da so stvari sofinancirane kot so, to se pravi, da se dobesedno pokrivajo v velikšnem deležu. Zdaj, če bi procentualno to gledali, koliko Ljudska univerza je sposobna preko sredstev dobiti na trgu preko razpisov, proti temu, kar damo ze strani občine Ormož, to se pravi, občina Ormož dam tam cirka 50 000 evrov, drugače pa zavedati se moramo 9 oziroma celo 10 zaposlenih na Ljudski univerzi, kaj že to pomeni pri samih plačah, ki so ostali materialni stroški, storitev in tako naprej, tako da velikšen delež, reko skoraj 3/4 sredstev pa si Ljudska univerza že sama najde preko projektov. Je ob priložnosti odprtja razstav pojasnil župan. Razstavi bosta na ogled do konca maja. Na dan svetega Florijana so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu slavili 20 let pobratenja s prostovoljnim gasilskim društvom Celje Gaberje. Slovesnost pa združili s predajo obnovljenih prostorov v gasilskem domu svojemu namenu. Dogodek je bil velika svečanost in prijetno druženje domačih gasilcev in gasilcev iz Gaberja ter krajanov. Uradni del je prinesel vrsto pozdravnih nagovorov in čestitk ob 20-letnici pobratenja gasilskih društev Miklavž pri Ormožu ter Celje Gaberje. Nič manj pa ni navdušil podatek o opravljenem delu na zgradbi gasilskega doma v Miklavžu pri Ormožu. Gasilsko društvo Miklavž pri Ormožu je v preteklem in v letošnjem letu v celoti preuredilo gasilski dom. Uredile so se garaže. Na novo so se prepleskale, tla smo prebarvali z epoksi barvami in položena je nova keramika. Imamo nove električne instalacije in luči. Na stopnišču so položene marmorne plošče, dograjen je skladiščni prostor, listjak, kot ga imenujemo. Urejena je soba za druženje z novo kuhinjo. Na sprejemnem prostoru so posajene brajde in postavljen prleški latnik. Največja pridobitev pa je nova fasada in urejen stolp, v katerem je postavljena nova muzejska zbirka. Preurejena je centralna kurjava po celotnem domu, vodovod, elektroinstalacija in nove luči. Prebarvana so vsa garažna vrata, zmontirana so celo dvojna nova dvižna vrata in še to. Po 103 letih je v gasilskem domu prvič skozi pipe pritekla topla voda. Seveda je urejenih še veliko manjših stvari, prav tako velikega pomena za nas. Vse prisotne 20-letno prijateljstvo prostovoljnih gasilskih društev Miklavž in Gaberje ter nove prostore v gasilskem domu je blagoslovil svetinski župnik Jožef Rajner. Višek slovesnosti pa je bil svečan podpis listin o nadaljnjem prijateljstvu, ki so ju podpisali predsednik Boštjan Kosanč in poveljnik Benjamin Fekonja iz prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, ter predsednik Aljoša Štos in poveljnik Matej Žagar iz prostovoljnega gasilskega društva Gaberje. Gotovo pa tudi podelitev priznanj vsem donatorjem in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri urejanju Miklavškega gasilskega doma. Predsednik Boštjan Kosanč in poveljnik Benjamin Fekonja sta tako podelila 20 zlatih plaket in 20 priznanj. Ob koncu slovesnosti pa so se spomnili tudi na preminule gasilce in jim na pokopališče odnesli cvetje. Mirno! Na desno! Vodim korakom naprej! Z levim krilom! Z levim krilom!
Tako je za miklavške gasilce dan svetega Florjana bil velik praznik. Ne samo, da so zelo ponosni na dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje s prostovoljnim gasilskim društvom Gaberje, zelo so ponosni, da jim je po njihovih željah in potrebah uspelo urediti domači gasilski dom. Tako člani kot krajani so v obnovo vložili veliko truda. Tako bom rekel, obnova je trajala 2 leti in bom rekel, da v lanskem letu smo segli v blagajno z dobrimi 60.000 evri. Letos smo nadaljevali to pot in nekako do zaključka bom rekel, da je tam blizu 80.000 evrov investicija stala, da smo vse dokončali. Se pravi, imamo novo kuhinjo z sobo za druženje, tam v tej kuhinji ima Mirko največjo, bom rekel, prihodnost, kajti vemo dobro, da on dela najbolj v muzeju in pa z ljudmi in ima pri roki kuhinjo, ki je lahko postreže za kako pijačo ali se, bom rekel, kako malico. Tako da fasada je bila lansko leto upravljena in pa v zimskem času smo upravili z notranjosti garaž. To nam je tudi priskočila pomoč občina in nam je dala 15.000 evrov, kot je bilo po planu. Tako da ostalo pa smo pobirali železo od krajanov 2 leti, potem smo naredili koncert pod orehe. Letošnjo leto smo za 1. maj imeli v Jeruzalemu pogostitev, tako da trudimo se na vseh področjih in moram povedati, da člani prisluhnejo na vsako pobudo, na vsako delo, ki jih zaprosim in tako nekako smo tudi, bom rekel, zaključili to stvar in naredili ta gasilski dom, upam se trditi, vsaj dobrih 10 let, da bo nekako mir pri teh adaptacijah. Vsekakor je bilo vloženega veliko dela, tega, koliko ur ste gasilci opravili sami, pa verjetno sploh niste šteli teh ur. Glejte, nekdaj v tistem prvi dograditvi tega gasilskega doma smo pisali ure. Sedaj pa je res, da nismo pisali, ampak upam se trditi, da je bilo storjeni na 1000 ur. Kajti prišli smo, delali smo po 2, 5 ali celi dan. Glavno, vsaki, ki je imel čas, vsaki, ki je vedel nekaj postoriti, je prišel pa tisto svojo, bom rekel, tisto svojo stvar naredil in veste, da ura takoj odbeži. Tudi z materialno so prišli ljudje, tudi z svojim materialom, z svojimi izdelki in moram povedati, da smo fejs složni gasilci pri Miklavžu in ko se gre za neko stvar, stopimo skupaj in naredimo do konca tako, kot je treba. Koliko članov ima društvo, koliko je operativcev? Operativcev je trenutno 35, ostalo do 120 članov, se pravi imamo tudi mladine, lahko se pohvalimo, imamo zelo lepo število mladine, pionirjev, ki jim bom rekel, da tudi lepo prinašajo nagrade iz raznih kvizov in raznih turnirjev, tako da delamo na vseh področjih. Ženski del tudi dela dobro, družijo se, Bojana dela z njimi zelo dobro. Tako da moram povedati, v gasilskem domu pa smo najbolj ponosni na muzej. Se pravi, muzej je tista pika na i, ki našem gasilskem društvu daje imidž po celi občini, po celi Sloveniji in pa daleč naokrog. Vemo, da občina kar konkretno, izdatno podpira delovanje gasilskih društev. Je tukaj bilo kaj posebej dodanega? Ja, občina Ormož približno vsako leto nameni 90.000 evrov za kompletne obnove, bi rekel, gasilskih domov, to se pravi za novogradnje, adaptacije takšne in drugačne. Tu dobro sodelujemo, moram reči, z Gasilsko zvezo Ormož, napravijo se 5-letni plane, to se pravi vsako društvo se nekako prijavi, v katero leto bo karkoli obnavljalo, karkoli delalo. Gasilci iz Miklavža so se prijavili v teh letih, da obnovijo samo fasado, zaključili so določena dela tudi v samem notranjih prostorih, kot tudi muzej, kot sem omenil, tako da deležno seveda smo tudi kot občina tudi pomagali. Kaj posebej ali iz teh sredstev, ki so dejansko že namenjene? Iz teh sredstev, ki so namenjene, ja. Atrakcija gasilskega doma v Miklavžu pri Ormožu je gasilski muzej. Ob prenovi doma pa so uredili tudi gasilski stolp, ki tako predstavlja dodatno zanimivost.
Tako muzej kot stolp na ogled ponujata številne zanimive predmete s častitljivo zgodovino. Zdaj v celem muzeju je eksponatov ogromno. Zdaj vem, da na inventuri imamo nekaj čez 1000 komadov, ampak zdaj to točno je težko povedati, ker je tu pisno gradivo, so čelade, obleke in tako naprej, tako da je kar dosti. No, v glavnem novost, predtem je seveda treba povedati, da ste vi tudi idejni oče, sploh za ta muzej. Kdaj ste torej začeli z muzejem? Ja, muzej smo odprli leta 2009, se pravi zdaj 14-15 let že deluje in deluje neprenehoma in izredno dobro obiskan, pravi eden najlepših muzejev v Sloveniji, pa tudi najbolj obiskanih. Verjamem, da je tudi vaša ideja to, da ste obnovili, renovirali, torej na ogled postavili ta vaš stolp. Ja, tako, moram povedati, stolp je res ohranjen taki, ko je bil leta 37, ko je bil gasilski dom zgrajen. V tem stolpu je bilo vedno neka krama notre in kaj smo mogli skriti pred obiskovalci ali pa pred kako komisijo, smo hitro stolp porinuli pa dol zaprli. In zato je stolp tudi ostal tako praktično neopoškodovan, ohranjen tako, kot je bil takrat. In sedaj, ko smo zadaj naredili prezidek, eno skladišče, je nekako se stolp spraznil in tako smo to gledali, pa moja ideja bila, da bi tukaj naredili eno razstavo. In ta razstava nekako v stolp je narejena tako, da je nekje postavljeno vse tako, se stolp uporabljalo, pa še dodalo se je, predvsem tam bi lahko rekel od leta 1970 naprej. Leta 1970 je bila ena prelomnica v našem gasilskem društvu. Takrat smo kupili novo motorno brizgalno, Rosenbauerco, 72 smo kupili novi avto IMV, predali namenu svoj prapor in nekako takrat se je tudi društvo nekako malo začelo bolj opremljati. Ta oprema pa je zdaj stala praktično v enem skladišču razmetana, nobenemu ni koristila in nekako smo dobili idejo, sem jaz dobil idejo, da bi tu naredili to v tem stolpu. Tako da je stolp nekako v leta 1970. Je pa vse neke stvari so moče čudne notri, to je naprimer od vsakega nekaj ostalo. Naprimer od avta IMV-ja je ostal en špegel in smo dali špegel tu gor. Od tamiča so ostali rezervni ključi, smo dali škatlo te ključe. Pol pa so tu dve motorni brizgalni, seveda naša Rosenbauerca, ena najboljših motork, se pravi, kdajkoli v gasilstvu bi lahko rekli. Potem pa tu še druga oprema, navijaki, cevi, zastava, originalna, jugoslovanska sicer, ki je ostala tam po letu 90-91, ko se je samosvojilo. Vem, da sem jaz takrat zastavo gori zmotil, jo gor dal, pa je tako neohranjena ostala gore. Še stari drogovi so za zastave, luči, cevne obveze, praktično nekako vso orodje, ki ga danes skoraj več ne uporabljamo. No, za ogledati pa ga je lepo. No in kako je visok ta stolp in kakšno kvadraturo ima širina? Zdaj stolp je visok 7 metrov. 7,20 metrov točno, zaradi tega 7 metrov, kaj ti gori so cevi, ki so dolge 15 metrov, se pravi, cev gre po stolpu gor, po drugi strani dol, tako da mora biti vsaj več kot 7 metrov, širok pa je 2,30 metra x 2,30 metra, tako da je nekaj malo manj kot 4,5 kvadrate, ampak je glih dovolj, spodaj je lepo okno, naredili smo samo novo razsvetljavo, tako da je lepo razsvetljen, zgor smo obesili 3 cevi, 2 C cevi, pa eno B cev, tako da se točno vidi, kako so nekoč cevi se sušile, tudi verige, vrvi so ostale še z tistih časov, pa še nekaj drugega materiala. No, morda še zanimivost posebna, kar nas veliko ni vedelo, čemu so pravzaprav ti gasilski stolpi sploh služili? Stolpi so vsi starejši gasilski domi imajo stolpe, predvsem zaradi tega, ker se v stolpu so se morale sušiti cevi. Nekoč so bile cevi platnene in po vsaki uporabi, ko se zmočile, so se mogli cevi posušiti. Tako da so zaradi tega naredili stolp, pozneje pa so na stolp montirali tudi sirene. Tako se pravi, bi lahko rekli, gasilski domovi, ki so nižje večjih predelih imajo višje stolpe, kjer pa so bolj na hribih, pa imajo nižje stolpe, ker so pač to uporabljali za sirene. Tako da samo za ta namen. Danes pa novi gasilski domovi več stolpov ne delajo, pravi, da je to brezvezna investicija, ker tudi cevi se več ne sušijo. Danes so cevi gumirane in gumiranih cevi pa ne rabimo več sušiti. Toliko in še veliko več se da naučiti ob obisku gasilskega muzeja v Miklavžu pri Ormožu, ker imajo navado svoje obiskovalce tudi pogostiti. Tako je bilo tudi na dan svetega Florijana, ko se je po uradnem delu začelo tudi prijetno druženje ob glasbi. Tretjo soboto v maju je v organizaciji likovno-kulturnega društva Likudo Ormož potekala mednarodno likovno-fotografska kiparska kolonija, ki so jo naslovili Skrivnostni svet umetnikov. Kolonije so se udeležili številni umetniki iz 5 držav.
Lokacija ormoškega ribnika na sončen dan običajno prevzame vsakega mimoidočega, kaj šele umetnika, ki ga lepota narave še posebej spodbudi k ustvarjanju. Društvo Likodo tako lokacije za mednarodno kolonijo ni izbral slučajno, pa tudi tematika za ustvarjanje je bila dovolj privlačna, da so se kolonije udeležili številni. Prihajajo slikari iz 5 držav, in sicer poleg Slovenije, največ iz Hrvaške, potem 4 Mađari, ena slikarka iz Avstrije in pa 2 iz Srbije. Koliko ljudi je to skupaj torej? Zbralo se nas je čez 50, po fotografiji je pa tudi nekaj takih, ki se niso želeli slikati, da nas je okrog 60. Organizacija takšne mednarodne likovne kolonije kar zahteva truda, ne? Ste se dolgo pripravljali? Moram reči, da je sama priprava začela se že takoj po občnem zboru v mesecu februarju, potem pa organizacijsko vse, kar je trebalo narediti, moram reči in se zahvaliti predvsem mojemu možu, ki je nosil veliko breme. Jaz sem bolj pri organizaciji, on pa vse ostalo, da je to potekalo oziroma poteka danes to tako, kot je vidite. Kakšen pa je naslov današnje likovne kolonije? Kaj pravzaprav rišejo, slikajo? Tema je svobodna, zato je tudi naslov Skrivnostni svet umetnikov, tako da imajo na razpolago pa tisto, kar jim najbolj leži, in pa lahko se navežejo na Ormož oziroma Ormoško pokrajino in okolico, ki je tu. Tudi ena zanimivost smo danes opazili tukaj, gospe v častitljivih oblekah. Tako je, prišle so dame iz Varaždina v sklopu varaždinskih purgerjev, to so žene varaždinskih purgerjev, dame v zgodovinskih oblekah. Dame v starodavnih oblekah so dejansko bile popestritev že itak izjemnega dneva, ko se nikomur ni mudilo in se je zdelo, da se je čas ustavil ali zavrtel nazaj, ko se je živelo nekoliko počasneje. Udeleženci kolonije so kmalu po prihodu zapluli v svoj svet barv in domišljije. Glede na to, da so udeleženci kolonije prišli iz 5 držav, tudi jezik ni bil ovira. Malo smo se pogovarjali hrvaško, malo srbsko in tudi mađarsko. Ste že dolgo slikar? Ja sam drvoreza bara, ja, umjetnik, tomu 30 let, ali imam jednu koloniju na mađarskem Sumortuno, tu Szent Márton. Vabo to leto 33 leta, kaj imam kolonijo. I od Slovenske i Hrvatske, od Mađarske dojdu 35-40 slikari i drvorez bara. Ste v Ormožu prvič? Ne, tu smo, v Ormožu sem 2 put, tomu 2 leta sem bil, pa jako je to super, hvala. Gospod Vojko, kako težko nalogo imate danes tukaj kot mentor? Ja, ni ravno težka, ker so sami dobri slikarji in jim z veseljem pomagam in sem tudi zelo ponosen, da so me prosili, če bi hotel biti mentor, kar se mi zadnje čase kot pogosto dogaja, ker sem tudi mentor na koloniji, tudi na Polzeli, v Novem Kloštru, pa večkrat me povabijo za mentorja. Pol pa, ko kaj rabijo, pa gremo kaj knjig malo pogledam, včasih kjer možno kot tak svetujem, kaj pa kak, včasih me pogosto kar vprašajo, pa jim rad pomagam. In kako na splošno ste zadovoljni z lokacijo danes tukaj kot mentor? Zelo mi je všeč, ker je ta ribnik tako prijeten, gor to te tako sproščujoče deluje, ne. Žal mi je, da niso še, je kar veliko slikarjev gor slika, ker je le lepši se slikati kot tule, ne. In jaz sam se na primjer odločio pa postavio platno u Ribniku. Da, ovdje sam prvi puta i baš mi je drago da upoznam i ovdašnje i slikare i da malo upoznam i ovaj kraj predivni. Kako dugo već? Od kako i slikam. Tak se to malo pokrenulo. Prvo na ove kolonije koje jesu bile u mojoj okolici, a onda evo kao što vidite sve dalje i dalje.
I baš mi je drago, baš sam sretan zbog toga. Uvijek se nešto novo nauči, uvijek neko nešto novo pokaže, a to i je biti druženja i učenja i svega ostaloga baš ove kolonije. Jer čovjek dok je samouk, kod kuće nešto malo isprobava pa vidi možda da ne ide, onda obično kolege koje to više znaju pa se kolega onda pitaju pa ti pokažu i to je u stvari i bit tih kolonija. Jaz pa prijem čez mejo iz Ernhausena, iz Avstrije in se zdaj že tretjič udeležujem teh kolonij in so zelo čudovite. Tukaj je zelo lep ambient in upam, da bom še večkrat lahko prišla, ne? No, kaj recimo vam osebno takšne kolonije dajejo, recimo, je to možnost tudi, da se kaj naučite? Tudi, največ pa je druženje, ne? Pa malo poškiliš tu, pa malo poškiliš tam, pa se nekaj novega naučiš, nekaj novega vidiš, nove tehnike prepoznavaš in tako. Jaz sem prvič v Ormožu in nimam še jasne ideje, kaj bom delal, ampak grem nekaj fotografirati na terenu, potem bom pa nekaj si izbral, pa bom nekaj naslikal, do razstave bo čisto sigurno gotovo. Verjetno imate torej v Srbiji, v Zaječarju, tudi kakšne svoje likovne razstave, ne, in to? Pa imam samo atelje zdaj zaenkrat, drugače jaz imam več ateljev v več držav. Lahko rečem, da sem tudi na Hrvaškem učil slikanje do korone, Zagreb, Samobor, zdaj pa sem tudi tu imel po več mest v Sloveniji, mentorska dela. Imam en atelje na Jelenovem grebenu v Olimiju, tako da me ima vse posod, imam atelje na Pohorju. Super, no, dobrodošli v Ormožu. V Ormožu si vedno želimo takšnih dobrih umetnikov. Seveda, jaz pa tudi, tam, kjer so dobri ljudi, takoj sem zraven. No, kako ste rekli, kaj imate najraje v Sloveniji? Ja, če sem v Sloveniji, najraje imam Slovenke. Mogoče še kako jed zanimivo. Ne pijem. Kad sam u Beogradu rekao da jaz grem za Slovenijo, oni su rekli, tebi se ne splača, ti boš propadao gore. Pa sam rekao, zakaj? Pa oni vsi piju, ti pa ne piješ. A zato ljubiš, ne? Zato pa ljubim. Sva se pošalila s Toplico Ignjatovićem, ki je sicer priznani akademski slikar in keramik, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem in v Srbiji. Tudi njegova prisotnost na mednarodni likovno-fotografski koloniji v Ormožu je razveselila organizatorje, a tudi podžupana, ki je prisotne na koloniji obiskal v imenu občine in se strinja, da takšna mednarodna kolonija tudi pripomore k razpoznavnosti Ormoža. Res je, mi smo na to kolonijo kot občina lahko zelo ponosni, v bistvu se niti ne zavedamo, kakšne umetnike naša občina premore. Tu bi se zahvalil društvu Likodu za organizacijo te likovne kolonije. Je pestra z različnih držav, mislim, da je kar 5 držav zastopanih, v tem trenutku 5 tistih, ki ustvarjajo razne fotografije, slike in svoje izdelke tudi predstavljajo. To vse pove nekaj o tem, da občina Ormož da na kulturno dogajanje, da se dogaja. Danes je dan muzejev, v okviru tega še imamo Meškovo leto in vse sovpada z eno dodano vrednostjo kulture, na katero smo lahko ponosni in moramo biti ponosni. Vabim vse, ki jih zanima tovrstna dejavnost, da se takim kolonijam pridružijo, da pridejo pogledat, ker se res slike so vrhunske, umetniki so res vrhunski in mislim, da smo res vsi lahko ponosni na to. Ste tudi vi kdaj prijeli za čopič in kaj naslikali na platno? Ne, res ne. Moram pa reči, da me vsaki dan, namreč preko občnega zbora, na kateri sem bil prisoten tega društva Likodu, sem spoznal par ljudi, so me
moram reči, da me je kar pritegnilo in da danes res z veseljem še ostanem malo tu, pogledam v bistvu, kako to ustvarjajo od začetka, kako se lotijo cele slike in res je za mene fascinantno. No. Koliko umetniških del je nastalo na tokratni 3. mednarodno likovno-fotografsko-kiparski koloniji, bomo lahko videli na razstavi, ki jo bodo 6. junija na ogled postavili v Beli dvorani grajske pristave v Ormožu. Med aktivnostmi v okviru LAS operacije vzpostavitev pilotnega modela trajnostnega in vključujočega konjeniškega in mladinskega centra Škatlica je Konjeniško društvo Središče ob Dravi minuli petek pripravilo druženje s konji za osnovno šolo Stanka Vraza Ormož. Druženje je potekalo na Grabah. Med projekti ormoškega LAS-a se v tem času izvaja projekt vzpostavitev pilotnega modela trajnostnega in vključujočega konjeniškega in mladinskega centra Škatlica. V projektu sodelujejo Konjeniški in mladinski center Škatlica na Seniku 1, lastnice Sare Marije Šernik, Osnovna šola Stanka Vraza Ormož, Osnovna šola Ormož in Konjeniško društvo Središče ob Dravi. Tako je druženje s konji na maneži v Grabah bila ena izmed aktivnosti Konjeniškega društva Središče ob Dravi in šolarjev Osnovne šole Stanka Vraza. Sodelujoči v projektu ugotavljajo, da so na pravi poti in da aktivnosti s konji vsem skupaj prinašajo veliko veselja. To otrokom prinaša eno neverjetno zadovoljstvo. Otroci uživajo v tem in ker menim, da je tega tu okrog premalo, smo se v Konjeniškem društvu odločili, da bomo sodelovali z temi šolami in z velikim veseljem se vsi naši člani udeležijo teh 4-urnih delavnic. Čeprav so delavnice v dopoldanskem času med delavnikom, nimamo problema, da ne bi imeli naših članov za pomoč pri organizaciji tem otrokom. In kaj jim vse ponudite v enih takšnih delavnicah, srečanju ali kakorkoli že reče? Ja. Prvo kot prvo jim ponudimo, če gremo od začetka, jim plačamo prevoz avtobusni, da pridejo do nas. Ko pridejo do nas, se skupaj spoznamo pravila in se razdelimo v skupine. Ene skupine so na delavnicah, ene skupine čistijo konja, ena skupina pa jaše. In pol, ko skupina konča z delom, se skupine obrnejo in to traja nekje 3 ure. Po 3 urah jih pa seveda še pogostimo z otrokom najljubšo jedjo pico. Kaj pa konkretno vam kot predsedniku Konjeniškega kluba to prinaša? Mene kot predsedniku osebno to prinaša eno veliko zadovoljstvo, kajti vidim, ko smo se odločali, kaj bomo delali, s kom bomo delali, vidim, da smo šli na pravo pot, vidim, da so me člani poslušali in da mi je uspelo vse te projekte, katere smo imeli nekako samo v mislih. Če samo začnem z manežo, to je bilo v mislih, pa je bilo nemogoče izvedljivo, smo izvedli in ker smo zdaj ta projekt maneža izvedli, smo tudi manežo uporabljamo, maneža služi temu namenu in smo prav ponosni, da vidijo ravnatelje neko svetlo luč v nas in da z nami sodelujejo. In moram reči, da nekaj lepšega kot s temi otroki to delati, ko vidiš te nasmejane otroke, je poplačilo in se že menimo, kdaj bomo naprej. No, gre za en dotičen projekt, ki ste ga tudi predstavili na tiskovni konferenci nedolgo lani, ne? Za kakšen projekt gre natančno? Ja, tu gre za en projekt, ki je vezan preko LAS-a. Tu je naša nositeljica projekta Škatlica, Zavod Škatlica oziroma gospa Sara iskala partnerja, kateri bi z njo sodeloval v konjeniškem pomenu. Nekako smo se z Saro dogovorila, čeprav sem bil skeptičen, ampak danes vidim, da smo stopili na pravo pot in hvala Sari, da nas je najdla. In to je bil en projekt, ki je sofinanciran strani LAS-a, katerega smo mi pridobili tudi določeno vsoto denarja, s katerim smo nabavili
kar nekaj zaščitne opreme za jahače, nabavili smo terapevtsko sedlo za konje in tudi navadno sedlo, katerega lahko uporabljajo vsi člani našega društva. Nabavili smo si pa tudi nekaj opreme, se pravi miz in klopi, da imamo te nadobudneže, bom rekel, kam posesti in pa z njimi lahko delamo. Matej, kako ti je všeč tukaj pri konjih? Ful mi je všeč. Jaz želim povedati, uživati svoje življenje, zato ker ga ful dobro je, ker jakaš vsaj koja, ne, to je ful dober občutek. Lahko ga cartaš, ne boste rukne, tako povem. No, imaš kakšne izkušnje s konji? Ne, to je bilo prvič. In si odjahal svojo? Ja. Tak je občutek, ne, kaj misliš, kaj to je samo gladki sedež, to je nič ni druga. Te ni bilo strah, da bi padel s konja? Ne. Kako pa je tebi bilo všeč tukaj? Si jahal? Ja, sem jahal. No in kakšen je to občutek? Vesel. Si že kdaj jahal ali si danes prvič? Prvič sem danes tu. To pomeni, jahal si še kaj, si pobožal konja? Sem. Te bilo kaj strah? Ne. Si še želiš takšnih dni? Ja. Kako je tebi všeč tukaj? Redi. Si jahal? Ja. Je to bilo prvič v tvojem življenju, da si jahal? Ja. No in kakšen je to občutek, ko sediš na konju? Redi. Te je bilo kaj strah? Ne. Niti malo? Ne. Si pobožal konja? Ja. Ti pa nisi jahal, ne? Jaz sem pa sprehajal konja, tečil sem ga, pa božal sem ga, pa vodo pijajo konje, pa jabolko jejo konje. Te je bilo kaj strah, ko si tako prišel do konja? Sprehajal sem ga, čist malo, te pa mi je šlo. Imaš že morda kakšne izkušnje s konji ali se danes prvič srečuješ z njimi? Sem že dosti konja pobozal. In je dober občutek, ne? Dober občutek. No, danes vas tukaj čaka tudi malica, ne? Ja. Ja, in kaj boste pojedli, so vam že rekli? Pico. Te veseli pica? Ja. Izvajalci projekta so tako šolarjem osnovne šole Stanka Vraza priredili prijeten dan in pomislili na vse. Največje doživetje za vse pa je gotovo bilo jahanje, a tudi kakšen drugi stik s konjem. Člani konjeniškega društva Središče ob Dravi so šolarjem ponudili vrsto možnosti za malo veselja in možnosti, da so dan preživeli drugače. Minulo soboto in nedeljo je v Središču ob Dravi potekala 7. mednarodna dirka starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT Središče ob Dravi, ki je štela za pokal Središče ob Dravi ter za državni prvenstvi Slovenije in Hrvaške. Čakamo ogrevalni krog, kot rečeno. Krog ture, potem pa vračilo dirkačev nazaj na svojo štartno mesto. Gre za edino tovrstno licencirano ulično motodirko v Sloveniji. Dirko so letos že 7. organizirali člani Avtomoto kluba Classic TT Središče ob Dravi v sodelovanju z Avtomoto zvezo Slovenije in Hrvatskim motosavezom. Središka novejša avtomoto zgodba traja od leta 2013, ko je bil s paradno dirko izpeljan prvi poskus oživitve tradicije motociklističnega dirkanja v Središču ob Dravi, ki so se odvijala v 60. letih prejšnjega stoletja. Zahtevna proga čez naselje Središče ob Dravi meri 1265 metrov in ponuja veliko atraktivnega doživetja za gledalce, predvsem pa dirkače. Dirka Slovenija Classic TT je mednarodnega značaja. Tekmovalci, ki prihajajo iz različnih evropskih držav, pa so licencirani dirkači motociklističnih prvenstev.
Dirka Slovenija Classic TT je danes znana na državni ravni in tudi izven meja, ter velja za eno najatraktivnejših dirk klasičnih dirkalnih motociklov. Z organizacijo dirke v letu 2019 so organizatorji od Slovenske avtomoto zveze prejeli nagrado za najboljšega organizatorja tovrstnih dirk. Dvodnevne prireditve, ki se je za javnost začela s prostimi treningi in vožnjami v soboto ter nadaljevala s kvalifikacijami in dirkami v nedeljo, se je udeležilo 60 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Nemčije in Anglije. Tekmovalni del je postregel s tekmovalnimi razredi v razponu od 50 do 1000 kubičnimi motorji. Prikoličarjev letos ni bilo. Organizatorja rdeča zastava, očitno je šlo nekaj narobe, očitno je prišlo do padca in ponoven štart. Torej, dirka je prekinjena, čakamo na ponovno skrajšano štartno proceduro in na nov štart. Drugi krog. Radotovič, Pavlič in Čurti zaenkrat vodilna trojica. Tule čakam še enkrat merjenje časov. Sezona 2023-2024 v ligi NLB je zaključena. Državni prvaki so postali rokometaši Gorenja iz Velenja, pokalni prvaki pa rokometaši Trima iz Trebnjega. Naš predstavnik Jeruzalem Ormož je sezono končal na visokem 5. mestu v državi. Za vinarji je že 21. zaporedna sezona v elitni ligi in tudi ta je zaključena uspešno. Po menjavi skoraj polovice ekipe je cilj pred sezono bil obstati v ligi. Na novo sestavljena ekipa pa je presenečala iz kroga v krog. Do zadnjega kroga je bila v igri za 4. mesto, ki prinaša uvrstitev v Evropo. Na koncu je četa trenerja Saše Prapotnika na 26 tekmah zmagala 14krat, 4krat remizirala in doživela le 8 porazov. Zbranih je bilo 32 točk, kar je največ v zgodovini kluba, odkar nastopa v najvišjem rangu tekmovanja. Poleg lepega števila osvojenih točk veseli, da je tudi obisk tekem na Hardeku v letošnji sezoni bil rekorden. 13 domačih tekem se je skupaj ogledalo preko 5000 gledalcev, kar v povprečju znaša okrog 400 gledalcev na tekmo. V trdnjavi Hardek je od možnih 26 točk ekipa osvojila 20 točk, 8 zmag, 4 remiji in le en poraz, je izkupiček ormoških rokometašev pred svojimi navijači. Žal je mogoče ravno ta edini domači poraz proti ljubljanskemu Slovanu bil usoden za končno 4. mesto. Med igralci je v letošnji sezoni izstopal novinec v ligi NLB vratar Filip Ramfel. Slednji je v svoji premierni sezoni navdušil in le upati je, da bo v takem tempu nadaljeval tudi v naslednjih sezonah. Prvi strelec Jeruzalema in 8. lige je s 153 zadetki postal Tadej Sok. Poleg zadetkov iz desnega krila moramo Soka pohvaliti tudi pri doseganju zadetkov iz 7 metrov. Tadej je v tem prvenstvu spadal med top 3 najboljših izvajalcev kazenskih strelov. Med mladimi po igralskem stažu elitne lige je navdušil Aljoša Munda. Sveder, kot ga radi kličemo, je dosegel 63 zadetkov in dokazal, da mladi morajo igrati, pa čeprav kakšno sezono tudi v nižjem rangu. Sedenje na klopi nikomor ne prenese napredka, še najmanj mladim igralcem, ki so včasih preveč neočakani. Kot zanimivost te sezone je treba omeniti, da je letos na Hardeku osvojenih 5 od 6 možnih točk proti 3 najboljšim ekipam v državi. Gorenje je v Ormožu plesalo na tankem ledu, a se na koncu srečno izvleklo z remijem. Trimo Trebnje je s porazom na Hardeku izgubilo naslov državnih prvakov. Celje Pivovarna Laško je na ormoškem parketu doživelo poraz, ki ga ni znalo prenesti športno. In smo pri Evropi. To je velika želja rokometnega kluba Jeruzalem in njenega glavnega pokrovitelja, gozdarskega podjetja Fagus Giz. V Ormožu so v teh dneh na Rokometno zvezo Slovenije vložili prošnjo po posebnem povabilu v 3. rang evropskega tekmovanja, imenovanem EHF Pokal. Mogoče bomo le priča še 3. udeležbi Jeruzalemčkom v evropskem tekmovanju. V Ormožu smo se poslovili od Roka Žurana, ki je sklenil športno pot. Za konec je bivši igralec Jeruzalema, kjer je prebil 13 sezon, zasluži še minutko pozornosti.
Od resa vinarjev se je poslovil tudi krožni napadalec Anže Blagotinšek, ki se bo preselil v vrste novih državnih prvakov iz Velenja. V ekipo se vračata poškodovana v tej sezoni David Bogadi in Jan Mlač Černe. Iz Avstrije se iz posoje vrača Denis Škrinjar. Nazaj k matičnemu klubu iz Ljubljane prihaja Jure Lukman, letos s 124 zadetki 13. strelec elitne lige. Zdaj je pred rokometaši Jeruzalema kratek počitek. Na to pa začetek treningov meseca avgusta za novo sezono 2024-2025. In tako se veselimo uspehov naših rokometašev, a tudi nogometašev, ki sezono zaključujejo s prvim mestom v ptujski Superligi. Pa tudi uspehov vseh ostalih domačih športnikov, ki v različnih športnih panogah dosegajo zavidljive rezultate. Uspešen skok v poletne dni vam želimo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Ne pozabite pa se nam pridružiti tudi v prihodnjem tednu. Nasvidenje.